nekaterimi se že poznamo, nekateri ste novi obrazi. Moje ime je torej Damjan, jaz prihajam iz Fakultete za družbene vede. In ta prvi sklop bova izvedla skupaj z Meto, kot je že predstavila, nekako vsebinsko, pa tudi z vidika načina dela, sva to pripravila na podlagi pogovorov z nekaterimi med vami oziroma s vašimi kolegicami in kolegi, ki so bili na prejšnjem seminarju, kjer sva vas pozvala tudi, da date nekakšne sugestije, torej o čem bi želeli, da se nekako pogovarjamo. In nekako mi je bilo tudi naročeno, da ne smem preveč dolgo govoriti in da je bolje, če imamo več časa, tudi nekako za delo po skupinah. Ampak vendarle, par stvari bi želel izpostaviti. Kot je že bilo v uvodnem nagovoru nekako izpostavljeno, se dejansko Evropska unija sooča z neko krizo. To ni dejansko nič novega, ker če pogledamo v zgodovino evropskih integracij, praktično od samega začetka evropskih integracij so prihajale takšne in drugačne krize, ki so bile povzročene iz različnih dejavnikov. V večini primerov pa je šlo za nekako razpravo o razdelitvi pristojnosti med nacionalno ravnjo posameznih držav članic in pa ureditvijo torej na evropski ravni. Se pravi, kolikšen in pa kateri naj bi bil tisti del pristojnosti, suverenosti, ki bo prenešen torej na nek skupen evropski okvir. In tudi danes, recimo, če pogledate malo po spletu, lahko najdete cel kup nekako karikatur, ki nekako kažejo torej na različne spodrsljaje, recimo, če rečemo pod navednicami Evropske unije. Ampak kot rečeno, torej ni nič novega. Je pa verjetno, kot je bilo že tudi prej izpostavljeno, sta dve nekako ključni tematiki ali pa dva ključna dejavnika, predvsem torej izglasovan stop iz Evropske unije se strani Združenega kraljestva in pa naraščajoč populizem, ki je posledica ne le torej dejanj oziroma dogajanj znotraj evropske integracije, ampak tudi širše. Se pravi, praktično se globalno gledano, torej celoten mednarodni sistem spreminja, in kot je bilo že tudi omenjeno, volitve v ZDA so kar precej prispevale k tej današnji situaciji. Tako da jaz mislim, da še vedno je premalo, se bomo pogledali v nadaljevanju, je še vedno premalo govora torej, o prihodnosti Evropske unije oziroma o tem, kakšno Evropo si dejansko želimo. Tako da tisto, kar je moja ideja na začetku, je, da pogledamo nekaj ključnih aktivnosti, ki so se v zadnjih, recimo, 2-3 letih odvijale in kakšna je torej ta agenda in to pa je potrebno reči, vse te razprave nekako so naravnane do naslednjih evropskih volitev, ki so torej pred vrati. Tisto, kar je za začetek, torej da nekako damo tudi racionalnost temu, zakaj se o tem pomembno pogovarjati. Jaz sem dobil v bistvu kar relativno nove podatke javnomnenjske raziskave v Sloveniji, in sicer kakšna so torej pričakovanja Slovencev, ali so bila torej pričakovanja Slovencev vezana na vstop Slovenije v Evropsko unijo izpolnjena. Tu lahko vidite, se pravi, podatke od marca 2018 do septembra 2018 in dejansko je to po približno 15 letih članstva Slovenije v Evropske uniji relativno pogledati. Lahko vidite, da je velik del slovenskih prebivalcev kaže neko razočaranje, se pravi, da njihova pričakovanja torej niso bila izpolnjena. Se pravi, manj kot tretjina recimo je takšnih, ki meni, da so pričakovanja bila izpolnjena. Verjetno povezavi s tem je tudi zanimiva ta javnomnenjska raziskava, ki je iz Eurobarometra, ki pač nekako tudi v primerjalni perspektivi kaže, torej koliko šteje naš glas v Evropski uniji, kakšna je torej naša percepcija, koliko šteje naš glas v Evropski uniji. In vidite, recimo, da Slovenija je malo nad evropskim povprečjem, se pravi 50% se strinja, da
njihov glas šteje v Evropski uniji 45%, pa meni, da torej njihov glas v Evropski uniji ne šteje. Kot lahko vidite, recimo, predvsem skandinavske države so nekako bolj prepričane, da njihov glas torej v Evropski uniji šteje. Recimo pri repu je Grčija, kar je verjetno tudi pričakovano, tudi zaradi njihovih notranje političnih situacij, gospodarske situacije in tako dalje. Kar pa je ponovno zanimivo, glede na to, kar smo sedaj izpostavili, se pravi, zelo velik delež ljudi imamo, ki meni, torej, da njihova pričakovanja v Evropski uniji niso izpolnjeni, ampak ko pa pogledamo, ali, in to gre za isto anketo, se pravi, za isto javnomnenjsko raziskavo, ali menijo oziroma ali podpirate članstvo Slovenije v Evropski uniji, je pa še vedno torej, ta delež zelo visok, se pravi, zelo velik delež prebivalcev podpira članstvo Slovenije v Evropski uniji. In jaz mislim, da tudi tistih, tukaj zdaj zadnji podatki, recimo 23%, da jih je proti, verjetno je težko reči, da so to res neki pravi euroskeptiki, ampak vprašanje pa je, in o tem bi se tudi, mislim, da tekom tega prvega sklopa lahko pogovarjala, da iščemo nekako tudi vzroke, kje so ti glavni vzroki, recimo, da ni te podpore. Kar je tudi zanimivo, je ena raziskava, ki so jo delali, lahko vidimo torej razliko, se pravi, južne in vzhodne države članice, manj zaupajo svojim vlastnim državam, da tako rečemo, na nek način torej govorimo torej o politikih, se pravi svoji politiki, medtem ko lahko rečemo tudi starejše članice, večje članice, zahodne članice pa manj zaupajo v Evropsko unijo. Verjetno je to tudi nekako posledica bila te širitve 2004, ker takrat se je prvič Evropska unija začela širiti na vzhod in tu je nekako vidna recimo tudi ta meja med vzhodnimi pa zahodnoevropskimi državami članicami. In dejansko, če pogledamo mi javnomnenjske raziskave v Sloveniji, zaupanje v domače politične institucije je res mizerno. In to je tudi tisto, se pravi, recimo 2-4, oziroma še prej 2-3, ko smo se odločili na referendumu o vstopu v Evropsko unijo, ko je dejansko s plebiscitarno večino to bilo potrjeno, vstop v Evropsko unijo, tudi takrat je bilo zaupanje domače institucije nekoliko više. Potem se je dejansko celotna lestvica spustila niže, zato je tudi zdaj logično, recimo, da je zaupanje v Evropsko unijo nižje. Ampak dejansko, če pogledamo recimo zaupanje v politične stranke, ves čas je nekako zdaj nekje na 1%, se pravi, da 1% nekako državljanov zaupa političnim strankom v Sloveniji, zdaj, če govorimo. In enako je dejansko potem tudi v ključne politične institucije v Sloveniji zaupanje zelo nizko. Tako da, če naredimo to primerjavo, komu bolj državljani zaupajo, torej nacionalnim političnim institucijam, politikam ali evropskim, so evropske, torej v veliko večji prednosti. No in ko govorimo pa torej o vprašanju prihodnosti Evropske unije, je pa ključno vprašanje še vedno verjetno, kakšna najbolj razdelitev pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami, torej trenutno ali pa prihodnje. In to je povezano z tako imenovanima načeloma subsidiarnosti in pa sorazmernosti. Načelo subsidiarnosti kaj pomeni? Torej, da naj bi se odločitve sprejemala čim bližje državljanom in v skladu recimo z načelom subsidiarnosti ostajajo politike, kot je izobraževanje, kultura in podobno, torej v rokah držav članic, ker jih je učinkoviteje in tudi z vidika suverenosti bolj primerno nekako urejati torej na nekako nižjih ravneh. Tam, kjer pa države članice lahko uspešneje delujejo skupaj, se pravi, da uspešneje dosegajo neke skupne cilje, pa se prenesejo torej pristojnosti in pa suverenost torej na evropsko raven. Recimo za Lizbonsko pogodbo so nacionalni parlamenti dobili pomembno pristojnost torej pri
zagotavljanju oziroma pri spoštovanju tega načela subsidiarnosti, ker nacionalni parlamenti so tisti, ki lahko zažugajo Evropski komisiji, torej da nek zakonski osnutek, ki ga pripravi, ni v skladu z tem načelom subsidiarnosti in opozarja, da če Evropska komisija želi posegati torej v domeno suverenosti držav članica. Enako je pa torej z načelom sorazmernosti, ki nakazuje na to, kako naj bi Evropska unija izvajala torej svoje pristojnosti in tu običajno govorimo, torej, če je možno, da ima to mehko pravo, torej nezavezujoče pravo, prednost pred trdim zavezujočim pravom, da imajo direktive prednost pred uredbami, ker direktive so bolj nekako fleksibilne, države imajo neko okno priložnosti, da prilagodijo svojo implementacijo nekih evropskih politik svojemu nacionalnemu kontekstu primerjavi z uredbami in pa, da ima minimalna harmonizacija prednost pred popolno harmonizacijo. To so tista izhodišča, nekako, ki jih moramo nekako imeti v glavi, če razmišljamo o prihodnem razvoju Evropske unije. No, tu je pa nekaj ključnih pojmov, ki mislim, da so pomembni z vidika delovanja današnje Evropske unije in ki mislim, da bodo pomembno zaznamovali recimo tudi prihajajoče evropske volitve oziroma razprave, torej tekom volilne kampanje. Torej, če začnemo s tistimi nekako bolj, kar je zelo težko sicer reči pod navednicami, preprostile, vedno je vprašanje, koliko demokracije v procesu odločanja na ravni Evropske unije. Se pravi, kako transparentno delujejo institucije in podobno. In ne vem, če ste slišali, pred zelo kratkim, Evropski parlament sprejel odločitev, da je kodeks ravnanja evropskih poslancev postal del poslovnika Evropskega parlamenta in prav tako so sprejeli odločitev, da se pravi, poročevalci v senci in pa vodja odborov morajo javno na spletu objaviti vse stike oziroma že napovedati vse stike z različnimi interesnimi skupinami oziroma lobisti. Prej je bilo že deloma urejeno, torej te stiki z lobisti in tako naprej, ampak zdaj je bil storjen še korak naprej, medtem ko to velja torej za te nekako vodilne znotraj, poslance znotraj posameznih segmentov parlamenta, medtem ko ostali poslanci pa je pri njih zaželjeno, recimo, da objavijo te, ni pa nujno še. Kar pa je nujno zdaj, pa je, da imajo lahko stike samo z tistimi lobisti, ki so vpisani v register preglednosti. Evropska unija ima svoj register preglednosti in če je nekdo vpisan, torej v ta register, potem poslanec lahko ima stik z njim, v nasprotnem primeru pa naj ne bi smel imeti. In enako, vse doskrat se je videlo tudi recimo v Evropskem parlamentu, da so kakšni poslanci prišli z, ne vem, transparenti in podobno, to naj bi bilo zdaj po novem prepovedano z tem kodeksom ravnanja, se pravi, da se prepoveduje žaljiv sovražni govor, diskriminatoren govor in pa tudi kakršnikoli transparenti na plenarnih zasedanjih. Prav tako je recimo pomembno vprašanje identitete, zdaj v kolikšni meri vsi razvijamo recimo neko skupno evropsko identiteto. In to ponovno je dilema, zdaj po eni strani menimo, da nimamo prav veliko glasu, nekega poprečnega državljana, nismo najbolj zadovoljni s tem, kar nam je 15 letih prinesla Evropska unija, ampak podpiramo članstvo v Evropski uniji, hkrati pa še vedno nekako dajemo prednost torej nacionalni identiteti kot evropski. Se ne pravim, da bi morali dati prednost evropski, ampak še vedno je tu dela recimo Evropska unija največ z različnimi programi Erasmus Plus in tako naprej, kjer skrbi predvsem med mladimi torej za izmenjavo, da poskuša na ta način razviti tudi to evropsko identiteto kot sporedno nacionalni identiteti. Močno torej je zaznamovalo ta zadnjo obdobje, zadnjih nekaj let in to bo zdaj tudi ena izmed glavnih tematik, torej migracije, vprašanje notranje in zunanje varnosti in pa seveda v tem povezavi torej populizem. Tisto, kar pa mislim, da je še vedno
najbolj pomembno in ključnega pomena torej za delovanje Evropske unije, za uspešnost Evropske unije je pa zagotovo gospodarska rast. Spravi, takrat, ko nekako imamo torej gospodarsko rast, takrat je tudi večje zaupanje v različne institucije, strani državljanov in tako naprej, ker so pač državljani bolj nekako zadovoljni z svojim življenjem, ko te gospodarske rasti ni, tudi upade torej to zaupanje. In zato je recimo vse te javnomnenjske raziskave, ki jih izvajamo, torej ali pa gledamo v zadnjih letih, so tudi močno zaznamovane za to krizo, ki je izbruhnila po letu 2008 in je še posebej močno prizadela Evropsko unijo kot celoto, oziroma še posebej nekatere članice in ljudje so torej tudi pod tem vplivom nekako še vedno razmišljajo in pa delujejo. Torej zelo na kratko, razprava o prihodnosti EU se je aktivno začela neposredno po izglasovanem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, se pravi takrat, ko je bil nekako potrjen referendum o Brexitu, so se nemudoma začele tudi razprave torej, o prihodnosti Evropske unije. Evropska komisija je tu izdala belo knjigo o prihodnosti Evrope, se pravi Evropa EU 27 do 2025, v katerem je predstavila različne možne scenarije prihodnega razvoja Evropske unije. Takoj, v bistvu sočasno s tem, so voditelji 27 držav članic, torej brez Združenega kraljestva, podali rimsko izjavo skupaj z predstavniki institucije Evropske unije, kjer so nekako potrdili torej to zavezo, da morajo še naprej se zavzemati za obstoj torej te integracije in so ponovno obudili predvsem to idejo, zakaj je sploh Evropska unija nastala torej po koncu druge svetovne vojne, torej z vidika spodbujanja in pa širjenja miru torej na evropskem kontinentu, ki je bil v zgodovini vedno nekako tarča vojaških spopadov in pa konfliktov. Prav tako je bila podana agenda voditeljev, na kateri je torej ta agenda nekako določena do naslednjih evropskih volitev in pa sočasno so bila na pobudo francoskega predsednika Macrona organizirala tudi posvetovanje za državljani v vseh državah, članicah Evropske unije. Slovenska vlada se je odločila, da je dejansko izvedla 3 ta vrstna posvetovanja. Ne vem, če kdo bil na katerem od teh posvetovanj, so pa jih dejansko lokalno, regionalno izvedli. En je bil, mislim, na Vidri, Slovenjgradcu pa v Kočevju. In zdaj naj bi nekako tudi izdali neko končno poročilo, ker do konca prejšnjega leta so torej ta posvetovanja za državljani potekali. Ta razprava o prihodnosti je pa močno zasnovana še z dvema torej zadevama, torej večletni finančni načrt 2021-2027, kot verjetno veste, se v okviru Evropske unije za obdobje 7 let, lahko rečemo tudi tako imenovana finančna perspektiva, uradno torej govorimo o večletnem finančnem načrtu, določi proračun Evropske unije in pa nekako razdelitev sredstev, se pravi, katere države bodo recimo neto prejemnice, v kakšnem obsegu, katere so tiste regije, ki bodo upravičene do določenih sredstev in tako dalje. In ravno to obdobje zdaj to sovpada. Maja 2018 je Evropska komisija pripravila prvi predlog, ki zdaj nekako sledijo pogajanja o tem večletnem finančnem načrtu in to je tudi eden izmed elementov, ki bo močno zaznamoval ali pa ki tudi kaže vpliv recimo tistih prej omenjenih dejavnikov na to oblikovanje tega večletnega finančnega načrta in ne nazadnje, torej volitve v Evropski parlament bodo pa tista pika na i, ki bodo tudi močno določile prihoden razvoj evropske integracije in tudi je pomembno, torej, kakšna bo sestava torej, tega parlamenta. Zdaj o tem ne bi, bom predolg, ne bi veliko govoril, kateri so teh scenariji, jaz mislim, da ste jih že nekako slišali, torej 5 teh različnih scenarijev, od tega, da vse ostane tako, kot je bilo, do poglabljanja evropske integracije, se pravi še tesnejše sodelovanje držav članic do kakšnega koraka nazaj. Se pravi, da
bi bodisi določili samo določene prioritete, na katerih bi sodelovali, na drugih področjih bi bilo to sodelovanje veliko manjše, ali to ne bi več bilo. Pogosto se pa govori, predvsem v Sloveniji se dostikrat to omenja, naj tisti, ki hočejo več, storijo več, se pravi o tako Evropi več hitrosti, oziroma bolj nekako pravilno je o koaliciji voljnih, ker dejansko ta Evropa več hitrosti ne bi bila samo ena, ampak bi bilo več, se pravi na področju okolja, bi imeli neko skupino držav, ki bi želele tesneje sodelovati kot druge in tako naprej, se pravi na različnih področjih, ki zato govorimo torej o določeni koaliciji voljnih. Zdaj, premalo krat mislim, da se govori, kakšen je sploh interes, kakšne so stališča Slovenije. Ne vem, če ste kje zaznali, kakšne odzive se strani slovenskih predstavnikov. Zdaj, jaz sem podrobno prebral tudi ta izhodišča Slovenije pri razpravah o prihodnosti Evropske unije in tu sem nekako izluščil 5 nekako ključnih točk, ki se izpostavljajo. Prva je ta, ki jo nekako ves čas izpostavljamo, to izhaja dejansko že iz tistega predpristopnega obdobja, ko je bila Slovenija prepoznana kot nekako najbolj primerna, oziroma najbolj pridna učenka v tem pogajalskem procesu, da je torej strateški interes Slovenije, da ostane zasidrana v najbolj tesno povezanem delu EU, to je z tega vidika več hitrosti. Prav tako tisto, kar se zdaj na ravni EU, tudi recimo zadnja komisija je to dejansko dala čisto na stranski tir, Slovenija zelo izpostavlja ta prizadevanja za nadaljevanje širitvenega procesa v regiji Zahodnega Balkana. Zdaj, proti koncu mandata te komisije počasi ponovno začela ta tematika prihajati na dnevni red. Tisto, kar je zelo pomembno, tudi je vprašanje migracije, in Slovenija podpira skupen odziv Evropske unije na migracijsko vprašanje, sicer tako zunanjih kot notranjih vidikov. To vemo, da je, vsaj po mojem mnenju, zelo težko, ker so nacionalni interesi posameznih držav članic tako raznoliki, in tudi odvisno je, kje kakšna država teritorialno je znotraj Evropske unije, in recimo tudi, če gledate primerjalno, tem meta več je, te javnomnenjske raziskave, predvsem v Španiji, Italiji, izpostavljajo kot zelo pomembne tematike prav migracije. V nekaterih drugih državah pa je to bolj na stranski dan, kar je logično. Slovenija prav tako se zavzema, da šengensko območje mora ostati območje brez nadzora na notranjih mejah, ki predvsem nekako vizavi Avstrije, recimo, ki je začela spostavljati notranji nadzor. In pa tisto, kar je zelo pomembno, recimo, da v razpravi o prihodnosti EU naj imajo pred institucionalnimi vprašanji prednost vprašanja, kako se učinkovito spoprijeti z tako imenovanimi novimi izzivi. Tudi v teh dokumentih lahko vidite, da se govori o tako imenovanih novih izzivih, torej to je pač povezano z migracijami, populizmom in tako naprej. In Slovenija meni, da na tej točki še ni potrebno, recimo, da bi prišlo do spremembe Lizbonske pogodbe, ampak meni, da je torej Lizbonska pogodba dovolj dobra osnova, ampak da ni v popolnosti izkoriščen njen potencial. In zato meni, da bi se morali več usmerjati torej v reševanje drugih torej teh novih izzivov. In samo še 2 stavka o večletnem finančnem načrtu, ker se mi zdi zelo pomembno, tudi zanimivo. To gre dejansko za dogovor o ključnih prioritetah Evropske unije v naslednjem, torej 7-letnem obdobju, torej to obdobje začne teči od začetka leta 2021. In dejansko, če greste pogledati ta prvi osnutek Evropske komisije, kot sem rekel, ki je bil pripravljen marca 2018, se posebna pozornost namenja tem tako imenovanim novim izzivom, predvsem na področju migracij in pa notranje in pa zunanje varnosti. Tako se, na primer, to je tudi tisto, kar je bilo zelo odmevno, recimo v Junckerjevem govoru, ko je omenil to krepitev Evropske obmejne in obalne straže, z, mislim, 10.000 stalnimi pripadniki. Recimo, prav tako se
predvideva znatno več sredstev namenjenih torej, problematiki migracije, tudi recimo poseben sklad za integracijo migrantov v evropsko družbo in tako naprej. Kje so pa recimo največje povečanje sredstev, recimo predlaga se povečanje sredstev za programe na področju raziskav, to je tako imenovani program Obzorje Evropa, potem na področju programa Erasmus+, predvideva se kar 100% povečanje sredstev, se pravi, Evropska komisija želi še okrepiti torej, mobilnost mladih in pa tisto, kar pa je nekako zanimivo, je pa tudi, da se predlaga znižanje vsega sredstev za kohezijsko politiko in pa skupno kmetijsko politiko. In te dve politiki, statistiki sta bili do zdaj vedno nekako znani kot najbolj potratni iz evropskega proračuna. Ampak več sredstev naj bi torej začela Evropska unija vlagati v različne tudi tehnologije digitalizacije, recimo zelo veliko je sredstev namenjenih superračunalnikom, umetni inteligenciji in tako naprej, ker se nekje daje, nekje potrebno vzeti. Z vidika Slovenije to pomeni, torej imamo dve kohezijski regiji v Sloveniji, vzhodno in zahodno. Zdaj po tem novem predlogu naj bi bile regije v Evropski uniji razdeljene v regije v razvoju, regije v prehodu in pa manj razvite regije. In tako recimo naj bi ta kohezijska regija vzhodna Slovenija sodila v kategorijo manj razvitih regij, medtem ko regija zahodna Slovenija pa v kategorijo regij v prehodu. Se pravi, nobena regija ne sodi torej med bolj razvite evropske regije, kar je sicer za vidika črpanja evropskih sredstev tudi pozitivno, ker je dejansko večja in pa dlje časa upravičenost torej za črpanje teh sredstev. Je pa tudi dejansko vplival na ta prihodnji proračun izstop Združenega kraljestva Združenega kraljestva iz Evropske unije, zakaj? Ker se je tudi ta povprečje BDP v Evropski uniji spremenilo in dejansko Slovenija malo zrasla na tej lestvici, ker je pač bilo povprečje iz Združenega kraljestva dvigovalo, torej to povprečje. Je pa, lahko vidite, recimo, da Slovenija naj bi za kohezijsko politiko dobila 9% manj kot doslej, kar je pa manj, recimo, kot pa na ravni celotne Evropske unije, ker na ravni celotne Evropske unije se naj bi to zmanjšalo za 11%, na področju skupne kmetijske politike pa tudi 16% manj na področju neposrednih plačil in pa 26% na področju razvoja in podeželja. No in na tej točki bi zdaj počasi prišli do tega, da malo zadihamo, pa mogoče malo po skupinah razmišljamo, z Meto, sodelovanju z ostalimi člani ekipe, smo nekako vendarle prišli do nekako, mislim, smo mnenja, da v veliki meri bodo torej prihodnje volitve zaznamovali Brexit in pa populizem, tako da te dve tematike nekako bi bilo smotrno še malo več o njih razglabljati. Zdaj, o Brexitu je eno, kar velikrat vidimo tudi v medijih, kaj sploh pomeni Brexit, če gremo zdaj podrobnosti, kaj bo prinesel Brexit in tako naprej. Se pravi, nimamo neke čarobne krogle, da bi videli prihodnost in lahko govorimo samo o različnih scenarijih, ki so pač bolj in manj pozitivni tako za Združeno kraljestvo, kot za Evropsko unijo, kot celoto. Tako da mislim, da o tem se mislim, da niti nima smisla pogovarjati. Lahko se pa. Tisto, kar je Brexit pokazal je, kar je bilo tudi uvodoma že izpostavljeno, da so pomembne informacije, pomembno znanje, torej v določenih tematikah. Zdaj, težko trdimo, zakaj je bil Brexit točno izglasovan, imamo lahko kup razlogov, ampak eden je verjetno tudi ta neinformiranost državljanov Združenega kraljestva o tem, o čem se odločali in podobno. Iz tega vidika so recimo primerna tovrstne izobraževanja, razprave in pa predvsem vključevanje mladih torej v tovrstne razprave. Prav tako so tudi nekateri pričakovali, da bo Brexit pripeljal do nekega domino efekta v drugih državah. Pa se je na koncu pokazalo, da dejansko ni prišlo do tega.
na nek način je bil Brexit z vidika Evropske unije tudi pozitiven, ker je končno nekako sprožil te razprave o prihodnosti Evropske unije. To je bila, to pa lahko trdimo, da je glavna ključna pika na i, da so nekako voditelji, tudi doskrat ne vedo točno, v katero smer naj bi šli, začeli malo več razmišljati torej o vrednotah Evropske unije in podobno. Ne rečem, da se ta efekt, ta domino učinek ne more zgoditi, ker vemo, torej, da tudi v posameznih državah članicah, torej praktične politične stranke raste njihova podpora, ampak na tej točki se zdi, kot da je Evropska unija postala vsaj v nekem trenutku bolj močna, bolj medsebojno povezana, se pravi ostalih 27 držav z temi skupnimi izjavami, skupnimi nastopi, in to se zdaj tudi vidi recimo v pogajanjih oziroma teh potencialnih dodatnih pogajanjih z Združenim kraljestvom glede Brexita, kjer nekako so ostale članice kar nekako soglasne pri tem pogajanju. Zdaj, druga tema je pa torej populizem. Tu pa je še posebej vprašanje, kaj sploh je populizem. Ne vem, a je Marjan Šarec populist? To se dostakrat recimo tudi. Pa verjetno bo nekdo rekel, da je. Zdaj, nekdo bo trdil, da sta samo Trump pa Orban populista. Ampak dejstvo je torej, da imamo zelo veliko različnih opredelitev, kako sploh gledamo, kako razumemo torej ta populizem. Lahko rečemo, da tako na levi kot na desnem političnem polu lahko najdemo torej populizem, torej pač so različni vzroki, različne ideje, torej desnih ali pa levih, kaj je populizem. Dejstvo pa je, torej, da močno rastejo torej, populistične stranke, torej ne vem, Syriza v Grčiji, Alternativa za Nemčijo, 5 zvezd v Italiji, Nacionalna fronta v Franciji in podobno, ki dejansko dobivajo kar znaten delež torej v nacionalnem okviru in nekako se predvideva oziroma napoveduje, da tudi te stranke želijo zelo močno mobilizirati svoje volivce na prihajajočih evropskih volitvah. Tako da to pa je verjetno drug del kot tistega, ki je pač mobilizacija volivcev, kot ga je prej Manja izpostavila. Se pravi, oni pa dejansko naslavljajo prav nasprotnike, recimo Evropske unije, nekako tiste, ki ne želijo tudi vnašati določen nemir v torej, to zgradbo. Zdaj pa delamo samo pri teh dveh tematikah, jaz mislim, da je pa zelo pomembno in po mojem se boste strinjali, ko govorimo o evropskih volitvah, kakšne kandidate imamo, ki nas bodo zastopali na volitvah v Evropski parlament. Verjetno se tudi ne boste vsi strinjali, ampak mislim, da je to tudi dostakrat pri posamezniku, vem, da ni prav, ampak to dostakrat razmišljajo glede tako, vse nimamo izbire, niso dosti kompetentni, relevantni in tako naprej kandidati na volitvah. Zdaj, volitve v Evropski parlament so še malo bolj specifične, sicer zahteva se veliko dela, če si evropski poslanec, predvsem veliko poti in tako naprej, ampak je pa kar veliko beneficij, se pravi dobra plača in podobno, to je treba priznati. In tudi to je tisto, kar je pri državljanih nekako vzbuja, recimo določeno razmišljanje o tem, ali bi šli na volitve, ali ne bi šli, koga bi volili in podobno. Ker dejansko so tudi te evropske volitve specifične, morali bi se pogovarjati o evropskih tematikah, glavno bi se v času volilne kampanje pogovarjamo o nacionalnih tematikah. In dostakrat se mi zdi, da tudi tu ljudje ne glasujejo toliko za politične stranke, kot za posamezne kandidate. Imamo tudi možnost preferenčnega glasu in podobno. In verjetno ste tudi zasledili, recimo pred kratkim objavljeno kvantitativno analizo delovanja aktivnosti evropskih poslancev, to gre za tako imenovani MEP ranking. Ni popolno, sigurno ne, je pa neko izhodišče, kot so nekateri analitiki rekli, dejansko kaže na prepoznavnost in pa ugled posameznih poslancev torej na evropski ravni. Tu vidite, recimo, kako so
v skladu z to kvantitativno, se pravi, tu ne gre za kvalitativno oceno, to je potrebno poudariti, ne, kvantitativno oceno ovrednoteni, torej slovenski poslanci. Jaz sem pripričan, da zdaj aktualni poslanci bodo imeli kar veliko dela, da bodo pojasnjevali tekom volilne kampanje, novinarjem in ostalim, zakaj takšna